korenjaki, trije veseli vatrovčki so torbice vzeli. September je prav poseben mesec v letu. Še posebej lep in zanimiv pa je za prvošolčke. Ti so končno dovolj veliki, da lahko staršem in širnemu svetu pokažejo, da so samostojni in odgovorni. Prvi šolski dan ima prav posebno mesto v srcih naših staršev, saj se ga včasih spominjajo bolje kot mi sami. Pa tudi čustveni so ponavadi veliko bolj kot otroci. A se vidva spomnite svojega prvega šolskega dne oziroma vstopa v šolo? Mislim, da ne. A je predaleč nazaj? Ja, je kar zelo daleč nazaj. Mami mi je pripovedovala, da je zelo podobno kot zdaj. Šla sta z mano tisti prvi dan, bili smo malo čustveni, malo tudi solze, ker smo pač poletje seveda preživljali starši, pa starimi starši. A se spomniš, da je bilo fajn ali bolj ne? Ne, nisem hotel iti v šolo. Jaz se spomnim tiste rumene rvotice, tudi sta šla starša z mano, potem smo šli na nekaj sladkega, to se najbolj spomnim. Ponavadi si telo zapomni, oziroma možgani zapomnijo dobre stvari, ne? Zdaj, tiste, ki so malo manj dobri, radi pozamijo, tako da jaz se ne spomnim nič. Po pravici povem, no. Jeseni 2020 se je v učilnice prvič usedlo kar 21,000 otrok, kar je približno 3,500 več kot preteklo leto. Šolske klopi vsako leto pridobijo nekaj pridnih in nekaj bolj navihanih učencev. Med bolj neokrotljivimi so bili tudi nekateri naši umetniki. Ja, jaz sem kar prava navihanka. Rekla mami, da, jaz se sicer tega ne spomnim, ampak en sošolc non-stop me je jezil, je silil mene in sem v prvem razredu, prvi teden sem domov prinesla v beležki napisano podpis staršev, ker si se stepla s sošolcem. A si bil priden učenec drugače? Vedno. A to zdaj ne, po nasmehu mislim, da ne. No, ni glih tako, ja. Bolj tak, vraži. Tako kot si danes, a ne? Tako, sigurno. V šoli smo se učili brati, pisati, računati in ustvarjati. Učili smo se matematike, slovenščine, zemljepisa in zgodovine. Prav zagotovo pa ima vsak od nas odpor do vsaj enega šolskega predmeta, pa naj si bo zaradi snovi same ali pa zaradi česa drugega. Kaj pa si najmanj maral v šoli? Učiteljica matematike v osnovni šoli. Gledaš? Je bila stroga učiteljica matematike? Ja, je bila stroga, pa niti ne, zdaj je tako, vzamem nazaj, spoštujem to, da je bila stroga, ker pač tudi naši odnosi niso bili najboljši, kar se tiče biti vzornih učencev, ampak nekako ni bila po mojem guštu. No, v nasprotju z Alenom iz Biserov pa je naša Janja preprosto oboževala matematiko. Pa še zdaj ti gre matematika? Ja, ker treba plačo zračunati, ja. Upam, da čim više zračunaš ti. Ne bom komentirala. Ne, se mi je zdelja. Na Nizozemskem otroci v šolske klopi prvič sedejo že na svoj 4. rojstni dan. Na Finskem pa šolanjem pričnejo šele pri 7 letih. Ja, hočeš, nočeš, v šolo moraš hoditi. Pa saj je prav luštno. Tam spoznaš prijatelje, se prvič zaljubiš, se učiš, včasih tudi jočeš, predvsem pa se zabavaš. Kdor pa res ne želi hoditi v šolo, naj si v tolažbo zavrti pesem Adija Smolarja, ki gre takole. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel.